Danes bom povedala eno čisto kratko misel o taščah. Ne se ustrašiti, bom res hitra. Pomemben pa je, da si tašče zapomnijo samo dve pravili, in sicer ali imajo sina ali pa imajo hči. In če imate hči, normalno, da boste majčko bolj povezane z njo, da ji boste nudile tekom življenja ali tokom življenja. Skratka, če imate hči, normalno, boste njena zaveznica, ji boste pomagala in tako je prav, da ste kar dosti prisotni v njenem življenju, ampak ne pa preveč. Dajte vsem biti toliko intuitivne, toliko občutljive, toliko opazujte, da boste točno videli, kdaj mogoče je bilo kaj preveč, kdaj partnerju to ni bilo všeč. Veste, da jima morate dati svoj prostor, tako da dajte takrat nujno ne ena, ampak 3 korake narediti nazaj, zato da jim dovolite, da najdejo nova družinica svoj balans, svoj mir, svoje ravnovesje, brez neprestanega vtikanja. In če po eni strani rečemo, da seveda hčeram matere nudimo suport, je pa pri sinovih popolnoma drugačna zgodba. Tam pa vedno svetujem mamam sinov, naj se umaknejo. One pa takoj ne grejo 3 korake nazaj in pustijo, umaknejo svojo energijo, se oddaljijo od sina in ga spustijo. Ker če želimo, da se zdrav, odrasel, razvit moški naveže na neko novo žensko energijo, na katero se absolutno mora, če hoče na novo vzpostaviti novo dinamiko, novo družino zgraditi, more spustiti energijo mame. To nima več tam kaj iskati. Res, sinovi morajo biti frej, morajo poleteti, moramo jih spustiti, da si lahko z novo žensko energijo ustvarijo dom in se z njo povežejo. To ne pomeni, da ne rabite več jih imeti rade, da jih ne smete tu pa tam poklicati, če vas že glih oni ne, samo ne jim zameriti, če vas oni ne. To ne pomeni, da niste na nek način povezani, da se ne videvate, normalno, da ne, saj normalni odnosi ostajajo. Ampak vse, res globoko z distance. Dajte novi samici pustiti prostor, da uredi svoj dom in zavlada. Je pa drug nasvet, če vam pa manjka, pa če bi se rade kakorkoli povezali malo bolj, dajte se vedno povezovati preko svoje snahe. Torej, sina pustiti na miru, navežite se na snaho. Dajte z njo en lep odnos vzpostaviti, njo pokličite, z njo se pogovarjate, če treba, tudi njo vprašajte, kako je sin, kako sta one dva, boste videli neprecenljiva vest. In predvsem ena lepa priložnost, ki jo podarite novo nastalemu paru, novo nastali družini, da se zgradijo, da postanejo trdni, da se razvijajo, rastejo, da dobijo priložnost živeti nek svoj ritem.